Dober dan. Lepo pozdravljeni na okrogli mizi, če nisi preveden, še vedno ne obstajaš. Gre za istoimenski projekt, s katerim smo se v konzorciju slovenskih društev in združenj jezikovnih poklicev začeli ukvarjati že več kot pred 3 leti. Zbrali smo se okoli projekta Bela knjiga o prevajanju, projektu, ki je ciljal bolj na strokovno javnost in vzpostavitev dialoga z odločevalci. Tokrat pa v njegovem naravnem nadaljevanju se osredotočamo na splošno javnost. Z namenom, da bi pripomogli k širšemu ozaveščanju tega, kakšen vpliv pravzaprav imamo delavci v jezikovnih poklicih na vsakdanja življenja ljudi. Ste se kdaj vprašali, zakaj sploh potrebujemo podnapise? Zakaj potrebujemo lektorje, če vsi znamo slovensko? Zakaj tolmače, če se znamo vsi sporazumevati v tujem jeziku? In prevajalce, če pa imamo Googlov prevajalnik. V okviru okrogle mize bomo spregovorili o pomenu jezikovnih poklicev in njihovi vlogi za povečevanje bralne pismenosti v Sloveniji. Danes so tukaj specializirani jezikovni uporabniki, ki delajo na področju prevajanja, bodisi književnega, podnaslovnega, strokovnega, sodno overjenega. Delajo tudi na področju tolmačenja, naj bo to situacijsko, konferenčno, simultano, konsekutivno, sodno. In tudi takšni, ki delajo na področju lektoriranja in jezikovnega svetovanja. Vsi skupaj izobraženi na področju jezikov, tujih in domačih, naše lepe govorjene besede v vseh njenih različicah, z dodatnimi posebnimi znanji, kot so poznavanje programske opreme, ki je v podporo pri prevajanju, posedovanje veščine javnega nastopanja, ravnanje s tehnično opremo, ki je potrebna za simultano tolmačenje, poznavanje programske opreme za podnaslavljanje in tudi podobnimi drugimi kompetencami, se pravi, oboroženi med drugim tudi sposobnostmi, ki smo se jih priučili sami. Torej, današnje govornice in govornika v okrogli mizi najkaj predstavim. Ob meni so doktorica Barbara Pregl iz Društva slovenskih književnih prevajalcev, glavna urednica Bele knjige o prevajanju, gonilna sila našega truda že več kot 3 leta, Kristina M. Pučnik iz Lektorskega društva Slovenije, njena desna roka, ena izmed njih, naslednja, Andreja Kurent iz Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, zraven Živa Malovrh iz Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije in pa tokrat med nami tudi moški član, dobrodošel, Jernej Lorber iz Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije. Pogovor bom skušala usmerjati članica večjih društev Polona Brumen. Torej, še posebej v zahvalo temu festivalu slovenskega jezika, slovenske književne produkcije se zadnje dni tudi širše v množičnih medijih pojavlja veliko vsebin na temo branja jezika, knjig, kar je seveda izredno dobrodošlo. Zato se tudi ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki vlagate v svoj čas in energijo v popularizacijo naše lepe besede. Med drugim veliko govorimo tudi o bralni pismenosti. Pa vseeno. Barbara, lahko prosim za uvod poveš, kaj bralna pismenost sploh je in zakaj je pomembna? Lepo pozdravljeni. Torej, bralna pismenost je tudi strokovni termin, ne? In seveda ne bi zdaj prav preveč strokovno to razlagala, ampak vendar gre za to, da nekako to, kar preberemo, skušamo nekako tudi v praksi udejaniti, recimo, ne? Ali pa nekako razumeti.
ta koncept bralne pismenosti se je v bistvu zelo spreminjal. Vedno je veljalo, no, da je pač branje neka pasivna, receptivna vloga za razliko recimo od pisanja. Danes pač ravno s tem nekim novim konceptom bralne pismenosti, ki nekako podrazumeva neko dejavno uporabo, v resnici temu ni več tako. Se pravi, gre za nek eno aktivno dejanje. Številne raziskave pač dokazujejo, da ko beremo, se pravi naši možgani, zdaj pač veliko več vemo, vedno znova se pač odkrivajo nove stvari o možganih in vemo, da v bistvu, ko beremo, da v resnici ni enega samega centra za prepoznavanje, za razumevanje, ampak so različni ti centri. In to pomeni, da takrat, ko beremo, v resnici, da se naši možgani igrajo s tem, da v bistvu nekako delajo, vzpostavljajo neke pomene. Zato je v bistvu ta literatura, prebiranje literature, pa bralna pismenost nasploh, zelo pomembna zaradi tega, ker v resnici ohranja plastičnost naših možganov. Se pravi, pač naša družba, v bistvu v naši družbi je precej pač bolezni, ki so povezane z recimo zmanjševanjem kognitivnih sposobnosti možgani pa v bistvu ravno z branjem ohranjajo neko kondicijo, ki jo sicer ne bi. Zdaj v bistvu v zadnjem času recimo se veliko bere z zaslonov tudi. Otroci so v bistvu dolg časa imeli tudi pouk prek zaslonov. Mislim, da so v bistvu Nizozemci bili edini, ki so raziskovali to, kako je to uspešno. Za branje vemo, da branje za zaslonov ni tako uspešno, kot je branje z lista. Nizozemci so pa dokazali tudi, da je tudi v bistvu učenje z zaslonov manj učinkovito, kot je pa recimo pač učenje sicer recimo v neki prezenčni obliki. Tako to zelo na kratko. No? Hvala, izjemno zanimivo. Torej, potem bi te želela vprašati naprej, če lahko morda poveš kaj o konceptu branja in kako se le-to skozi čas spreminja. In pa veliko govorimo o tem tudi v našem projektu, če nisi preveden, ne obstajaš. Zakaj? Ja, v resnici je nekako velja neka, precej pogosto slišimo neko krilatico, da danes pač beremo manj. Branje v bistvu je pač vedno bilo omejeno na en ozek krog ljudi, večinoma so bili to bolj izobraženi, še višji sloji. Danes je pa tako, da je v bistvu pismenost veliko višja kot kadarkoli. Različni so pa načini branja. Se pravi, branje se vedno bolj diversificira in v resnici, tako kot bomo danes slišali, in tudi ta naš projekt nekako skuša pokazati na to, da v resnici smo tudi tisti dobri, ki mogoče tudi v poklicih, ki mogoče niso toliko zelo izpostavljena pa povezana samo s knjigo, neposredno, kot je recimo književno prevajanje, da v bistvu tudi ostali poklici lahko pač pripomorejo k temu, da se v bistvu zvišuje torej bralna pismenost. Se pravi, branje se diverzificira, hkrati pa v bistvu se mi zdi, da si moramo vedno bolj prizadevati za to, da bodo torej otroci ali pa otroci pa mladostniki, da bodo brali v slovenščini. Raziskave kažejo, da v bistvu recimo 25-letniki berejo skoraj več v angleščini kot v slovenščini. In v bistvu različne raziskave, ki govorijo o bralni pismenosti, mislim, spodbujajo jih pa tudi v bistvu tako ekonomske organizacije kot je OECD, kažejo, da sicer naši otroci v bistvu torej so nekje v povprečju, ampak da v bistvu tiste raziskave, ki pa merijo bralno pismenost pri odraslih, kažejo pa, da smo veliko slabši. Recimo, mislim, da četrtina odraslih preprosto ni sposobna razumeti tega, ali pa recimo mogoče malo bolj zapletenih konceptov, vsebinskih konceptov. Se pravi, recimo fake news, 25% recimo bralcev ni sposobno pač prepoznati, da gre za lažne novice. Izjemno zanimivo. Ob tej priložnosti, ko je veliko govora o branju tudi v množičnih medijih, potem smo v zadnjih dneh, mislim, da je bilo govora tudi o tem, da pravzaprav polovica Slovencev sploh ne bere knjig. Kako pa je s tistimi, Andreja, ki gledajo televizijo? No, najprej lep pozdrav vsem. Tudi tisti, ki trdijo, da ne berejo, v bistvu berejo. Celo tisti, ki gledajo samo
prenose nogometnih tekem berejo, ker slej ko prej je kakšna izjava tujega nogometaša in ta mora biti prevedena, še posebej, če govorite ali špansko ali francosko. Je treba to potem prevesti, zato tudi športni navdušenci veliko berejo. No, pa da ne ostanemo samo pri športu. Podnapisi so nekako vtisnjeni v sliko, zato se nam zdi, da ne beremo, tudi mi, ki prevajamo, to se pravi prevajalci audiovizualnih vsebin, smo nekako nevidni, ampak kadar pa so ti podnapisi slabi ali pa kadar jih sploh ni, nas pa zelo pogrešajo ali pa tudi dobivamo kakšne hude kritike. Tako da smo nepogrešljivi in to bi bilo mogoče čisto tako na kratko. Če mogoče še kakšno podvprašanje, moderatorka. Ne, pa se bo že naprej. Potem pa kar podam. Aha, meni. Tega tebi. Torej, so morda na voljo kakšni podatki o tem, koliko pravzaprav preberejo gledalci televizije količinsko? Povprečen Slovenec naj bi preko podnapisov prebral kar za en debel roman na leto. To je, kaj pa vem, rečemo tam enih 1000 strani, se pravi eno Vojno in mir ali pa eno Ano Karenino, ne vem, prebere. No, recimo, ali pa za 2 Ani Karenini prebere in to popolnoma zelo raznovrstnih vsebin. Je pa seveda tukaj prevajamo različne stvari, prevajamo tako filme kot dokumentarce, sem prištevamo tudi sinhronizirane risanke, potem dokumentarne serije imajo, tako dokumentarni filmi imajo špikerje ali špikerja, tako da treba tudi to sinhronizirati, tukaj poskrbimo za najmlajše, ki še ne berejo, tako da podnaslovni prevajalci in pa tisti, ki sinhronizirajo, poskrbimo tukaj za res zelo širok spekter občinstva, od tistih najmlajših pa do tistih najstarejših. S tem seveda skrbimo za bralno pismenost in tega poklica ne more opravljati vsak, ima 5 minut, kar tako malo za hec, ampak je resnično treba biti izurjen tako v slovenščini kot v tistem jeziku, iz katerega prevajaš. Seveda pa prevajamo tudi kdaj iz slovenščine v tuj jezik, veliko slovenskih filmov recimo in dokumentarnih filmov tekmuje na raznih filmskih festivalih v tujini in takrat je treba tudi to prevesti v tuj jezik, tako da definitivno širimo slovenščino tudi zelo daleč in onkraj naših meja. Super, zelo lepo. Spodbudno je slišati torej, da tudi kljub temu, da polovica Slovencev menda ne bere knjig na papirju, pa kljub temu so v stiku z pisano besedo skozi gledanje televizije. Morda, ker sem na začetku oziroma malo prej omenila to posebno sposobnost poznavanja programske opreme za podnaslavljanje, če lahko čisto na kratko, laično, mogoče par besed o tem. O programski opremi? To pa zdaj mislim, da imamo pa majčkeno premalo časa. Na kratko. Najprej je treba slediti smernicam, kako so sploh podnapisi oblikovani. To je prva stvar, ki jo moraš znati, se pravi poleg tujega jezika in pa slovenščine, da znaš oblikovati govor, recimo tako, kot se mi zdaj pogovarjamo, da se da to oblikovati v podnapise in zato smo tudi pripravili smernice, ki smo jih predstavili oktobra lani v Hiši Evropske unije, da potem je neka enovita forma, ki lahko sledimo. In če potem lahko se pa lotimo programov. Programi so pa različni, ampak načeloma podnapise oblikujemo mi sami. To jih ne oblikuje program. To ni tako, da se mi posnamemo, vržemo govor v računalnik in voilà, in so že tukaj podnapisi zakodirani in tako naprej. Ker potem, ko mi oblikujemo besedilo v podnapise, moramo to potem še, mi temu rečemo zakodiramo oziroma damo časovno kodo, zato da potem, ko se nek insert predvaja, da potem gre lepo govor, se nalaga na zaslon in to čim manj moteče. Takoj, ko začne podnapis motiti,
je to slab prevod in slab oziroma splošno slab podnapis, ne, tako da Super, hvala lepa za to lahko razumljivo, koncizno razlago. Hvala tebi za vprašanje. Seveda jih imam še veliko več tudi z tega področja, ampak žal danes smo nekoličkan omejeni, bomo predali besedo naprej Živi. Če nam lahko prosim poveš, kako pa strokovni prevajalci prispevajo k opismenjevanju splošnega prebivalstva. Saj menda bi naj veljalo, da se pretežno ukvarjate s precej zapleteno terminologijo. Ja, po eni strani nekako mogoče v splošnem zavedanju ljudi velja, da smo znanstveni, tehniški in strokovni nasploh prevajalci stalno za nekimi debelimi buklami, ki jih ne bo nihče prebral, ampak v bistvu mislim, da imamo pomembno nalogo, zato ker besedila, ki so v začetku tehniška in znanstvena, hudo strokovna, potem slejko prej preidejo v neka poljudno znanstveno besedila, neka splošna besedila. In tukaj imamo prevajalci skupaj z avtorji besedil v tujem jeziku, recimo, ki prevajamo v slovenščino, pomembno nalogo, da širimo terminologijo slovenščine in pa tudi seveda terminologijo, ki jo strokovni avtorji strokovnih besedil iznajdejo nek nov koncept v slovenščini in tega skupaj s temi avtorji pomagamo prenesti v svet. Skratka, v bistvu širimo meje našega jezika in mislim, da je to s tem ohranjamo enakovrednost slovenščine v drugih jezikih in dokazujemo, da je naš jezik prav tako bogat kot drugi jeziki in da je naš jezik sposoben vseh konceptov strokovnih in splošnih, umetnostnih, literarnih kot vsi drugi jeziki. Jasno, seveda. Zakaj ne bi bil? Torej, strokovnim prevajalcem se lahko zahvalimo za prenašanje novitet, recimo novih znanstvenih informacij v naš jezik, s katerim potem se prebivalstvo seznanja in nekako spoznava novitete. Prav tako pa se istočasno priuči tudi novih besed. Točno tako. In še to recimo bi poudarila, da če pri oblikovanju teh novih besed ima nek korak, nek poseg, nek usposobljen strokovnjak, ki je mogoče vešč slovenskih besedotvornih vzorcev, recimo, je potem velika verjetnost, da bo ta neka nova beseda sledila pač bolj tradicionalnim oblikam besedotvorja, ne pa samo prevzemanje in podobno. Nekako se mi zdi, da je to kar izziv za Kristino. Mogoče bi Kristina lahko za začetek kaj v zvezi s tem povedala našim poslušalcem, pa tudi nam seveda, ki verjamem, da nam ta tematika morda ni v celoti blizu. Torej, kaj natanko? Aha, ja. Da skozi prenašanje znanj, novih informacij iz tujih jezikov v slovenske jezike, prevajalci pridejo v stik morda kakšne zagate, kjer je potrebno ustvariti besedo, ker v slovenskem jeziku še ne obstaja. In tak ustvarjalni proces je Živa omenila, da je lahko zelo uspešen in pripomore k popularizaciji te novo ustvarjene besede, še posebej v primeru, da je pri njegovem ustvarjanju prisoten nekdo, ki se na te zadeve spozna, recimo besedotvorje v slovenskem jeziku. Tako je, ja. Tukaj pa pridemo na vrsto vsaj lektorji, če ne že jezikovni svetovalci. V tem procesu, ki ga je Živa omenila, je res, da je lektor ima tisto vlogo, ki torej nekoga jezikovnega strokovnjaka, ki obvlada jezik, v katerega se prevaja. Ne? Torej, ko se neko tujejezično strokovno znanstveno besedilo prevaja, je lektor tisti, ki ni obremenjen s tem izvornim besedilom, ampak je pozoren predvsem na jezikovno podobo
prevoda. In pri tem lahko seveda se tukaj pokaže, da je lektor predvsem sodelavec torej v raznih timih in skupinah, ki objavljajo in ustvarjajo besedila, predvsem tista, ki se potem javno objavijo. Zagotovo pa mora lektor imeti tukaj tudi ogromno znanja, veliko jezikoslovnega znanja, da lahko potem zadosti in izpolni vse potrebe in jezikovne zadrege prevajalcev, pa tudi avtorjev. Torej, lektor oziroma lahko tudi več lektorjev zagotovo izboljša besedilo, lahko izboljša besedilo, če ga pa ne, pa to ne pomeni, da lektoriranje ni potrebno, ampak bolj to, da je potreben temeljit premislek o pomenu lektoriranja oziroma jezikovnega pregleda besedila. Super, hvala lepa za odziv temu izzivu. Torej, drugače pa razumemo, da je lektoriranje nekako prvo branje celostno besedila. Večkrat se zgodi tudi, da zadnje, pravzaprav pred javno objavo. Ne glede na zvrsti pa vrzeli v besedilu, naj bodo te pravopisne, slovnične, pomenske, vsebinske ali pragmatične, najlažje vidi kdo od zunaj. Ta kdo oziroma nekdo je lektor. Več glav več ve, več oči več vidi, kaj pa več lektorjev? Ja, kot sem že rekla, lahko izboljša besedilo, ne? In ja, če ga pa ne, je pa to problem, torej stvar seveda ponovnega premisleka zagotovo o lektorjevi usposobljenosti, o izobrazbi in o lektorjevem stalnem strokovnem spopolnjevanju in zavedanju svoje vloge. Zagotovo že iz tega vprašanja, ne, pa tudi že iz odziva lahko razberemo, da lektoriranje ni samo poseganje v besedilo na jezikovnem ali pa vsebinskem področju oziroma tehtanje o sprejemljivosti in pravilnosti besedil na teh področjih, ampak velikokrat tudi premislek in svetovanje o koherentnosti besedila. Zato je načeloma odgovoren avtor in tega načeloma ne bi smelo biti oziroma to naj ne bi bila neposredna vloga lektorja, pa vendar se velikokrat moramo spoprijeti tudi s tem. Izredno zanimivo se mi je zdelo v tem trenutku, da si omenila stalno strokovno izpopolnjevanje, s katerim se sama tudi pogosto soočam. Gre za nekako vzdrževanje kondicije oziroma nadgrajevanje že obstoječega znanja in pridobivanje novega. Morda bi lahko, čisto na kratko, kako pa izgleda recimo stalno strokovno izpopolnjevanje za jezikovne svetovalce, lektorje? Žal je v Sloveniji to bolj prepuščeno, tako kot na celotnem področju jezikovnih poklicev, v bistvu zavedanju in ozaveščenosti posameznega strokovnjaka, torej prevajalca, lektorja, tolmača. Za lektorje, da bi posebej institucionalno bilo poskrbljeno za to stalno strokovno izpopolnjevanje, tega nimamo, ker seveda ni niti poklic pravzaprav tako formaliziran, da bi to bila neka uradna, formalna obveza, ne. Torej, problem jezikovnih poklicev, zaradi katerega smo pravzaprav se tudi mi povezala vsa ta stanovska društva in združenja, ki delujemo na področju jezikovnih poklicev. Osnovni problem je ta, da se ti poklici pravzaprav bolj zelo banalizirajo danes, ne, in torej se spuščajo nekako na, v bistvu je problem pri naših poklicih to, da ni tako profesionalizirano, kot je pa pravzaprav delo in vloga vseh teh profilov, torej prevajanja, lektoriranja in tolmačenja pri nastajanju besedil v tej jezikovni krajini, v kateri pravzaprav bivamo, ne, z upoštevanjem bralne pismenosti in funkcionalne pismenosti uporabnikov slovenskega jezika in tako naprej, da ne bom predolga. Seveda, torej potem ta kratek prispevek vzamemo kot za obljubo, da bomo delovali naprej v smeri
nadaljne profesionalizacije in formalizacije naših poklicev. Jernej, upam, da ne zameriš, da smo te nekoliko tokrat seveda toplo dobrodošel med nami. Zelo veseli bomo, če boš svojega lastnega, z vašega konferenčno-tolmaškega vidika lahko delil, kaj misli v zvezi s tem, govorimo sicer o bralni pismenosti na splošno, ampak pri vas pa ne gre toliko za branje, gre bolj za govorjenje. Bi morda dejali, da je vaš poklic specifičen v smislu, da krepite bolj slušno, kot pa bralno pismenost vaših odjemalcev? Hvala, Polona. To je res zelo dobro vprašanje, ker je percepcija tolmačev prav ta, da v bistvu govorimo. Ampak zato, da lahko tolmačimo, pa v bistvu v ozadju ena velika količina priprave. Naprimer, če se pripravljam na konferenco o multifunkcijskem upravljanju travišč v vzhodni Sloveniji, in to je konkreten primer, to pomeni, da me čaka velika količina pisnega gradiva, da se lahko poglobim v to tematiko, sploh v razne vrste flore in favne, ki uspevajo na travišči v vzhodni Sloveniji. Že skozi to v bistvu krepimo lastno bralno pismenost. Po drugi strani pa v bistvu prav na takšnih konferencah, kjer pride do izmenjave idej, zamisli, tudi informacij o raznih knjižnih delih, strokovni literaturi, tudi, bom rekel, glas o njih širimo tako med slovenske poslušalce, kot tudi tuje. Tako da naša vloga morda ni prav neposredna, ampak že skozi posredno delovanje tudi krepimo bralno pismenost. Izjemno zanimiv primer travišč, praviš. Tako je. To je pa potem strokovna konferenca, gre za kombinacijo konferenčnega tolmačenja in strokovnega prevajanja morda. V katerem jeziku pa so v takem primeru materiali? V tem konkretnem primeru je šlo za konferenco z angleškim jezikom in slovenskim kot kombinacijo. Seveda je tukaj pripravljalno delo kolegic in kolegov na področju strokovnega prevajanja veliko pomoč, saj v bistvu nam ni treba samim iskati veliko te strokovne terminologije, kar bi potem seveda zahtevalo precej več časa za pripravo in to nam malce olajša naše delovanje. Zelo lepo je to slišati, zato ker recimo iz kakšnih lastnih primerov bi jaz lahko govorila o tem, da je bilo, seveda gre za konkreten primer, ne? Gre za serijo konkretnih primerov, recimo izredno težko sploh dobiti material, ne? Ker v mojem primeru recimo gre bolj za dogodke, ki niso tako javni, da bi bile konference, da so bolj kakšna ožja srečanja, sestanki, uskladitve, tehnični dogovori. Ampak v primeru, da pa mogoče že si uspem izboriti besedilo, predstavitve, usklajevanj, ki so načrtovani, si jaz moram sama poiskati in besedilo sama prevesti. Torej, v danem primeru tem ali pa morda še v katerih drugih to ni potrebno? Kot si omenila, se bom kar navezal na takšne pripravljene govore in predstavitve. Velikokrat, če ni konkretno mogoče pripraviti materijala, domači sklepamo, kaj bi se lahko zgodilo. Po eni strani to, se pravi, je priprava bolj vezana na sklepanje, na pričakovanja, kjer se pa opiramo tudi na izkušnje iz preteklih sestankov, srečanj, konferenc. In tudi konkreten primer, s čimer se vedno znova srečujemo, so govori, ki v bistvu niso govorjeni, pač pa brani. Tako da takrat morda govorci želijo izboljšati bralno pismenost naših poslušalcev, mi tolmači pa takrat delujemo kot nek most med brano in govorjeno besedo. Namreč besedila, kadar jih beremo, tečejo povsem drugače, kot kadar govorimo prosto, naravno. In zato je tudi naša vloga zelo pomembna, da ta most vzpostavimo, da lahko poslušalci sledijo temu tempu. Če tudi se je govornik, pa predpostavimo, da je nemški govorec, ker imajo zelo močno tendenco, da zelo zakomplicirajo svoje povedi. Morda za tiste, ki poznate, to so tako imenovani šahtelzece. In te vsekakor treba razbiti, da lahko tudi slušalci, pa tudi mi tolmači sami, ko to tolmačimo, razumemo vsebino.
Super krasno, izredno lepo prikazano, primerjava narejena med govorjenim besedilom in branjem pravzaprav, kar vidimo lahko v vsakdanjem življenju, tako da tudi tukaj smo že imeli priložnost to doživeti, tako da jaz verjamem, da naši poslušalci popolnoma razumejo, o čem je govora. Ja, potem nadaljujemo, vračamo se k živi. Zanima nas pa, zakaj je pravzaprav pomembno prevajati znanstvene članke v slovenščino. Se pa vsi razumemo angleško. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Ko recimo kot strokovna prevajalka sodelujem s kakšnimi znanstveniki, ki pišejo članek, morajo tudi sami priznati, da pogosto so vse o tem članku, o tej temi preštudirali recimo v angleščini. Ne? In to je precejšen problem in to, kot sem že prej omenila, kakšna je naša vloga. Po drugi strani pa se ne srečujemo samo v Sloveniji s tem, ampak sem ravno zasledila na spletni strani od Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da so se pridružili Avstrijski akademiji znanosti, ki je izdala memorandum o večjezičnosti, v katerem so napisali, da je pač za raziskovanje na področju kulture, znanosti in umetnosti v Evropi že stoletja vzpostavljena večjezičnost, ki nikoli ne sme biti ovira, ker so v bistvu pomembna dognanja, ne toliko jezik, v katerem se to piše. In jezik je lahko tudi orodje teh ved za sporočanje svojih izsledkov. In če recimo bi nek skupni določen X neimenovani jezik zadostoval na nekem funkcionalnem področju, to ne more priti upoštev na znanstvenem področju, kjer je zelo pomembno, da se znanstveniki izražajo v jeziku, ki jim je najbližje, zato ker lahko pride drugače do osiromašenja tako znanosti kot jezika. Ampak nažalost je pa situacija takšna, da je akademsko izobraževanje, ki se tako enostransko osredotoča na ta neimenovani jezik, pač tudi raziskovalcem onemogoča, da poglabljajo svoja znanja, ker recimo ne morejo pa dostopati do znanja pridobljenega, do znanja, ki je pa napisano v drugih jezikih. Skratka, ko vzpostavimo ta most nekega jezika, v resnici zapremo druge poti do drugih jezikov, do drugih dognanj, ki mogoče niso samo v tem jeziku. In zato je tako pomembno, da ohranjamo večjezičnost. In s tem se nakazuje tudi to tveganje, ki sem ga že prej omenila, za terminološko osiromašenost jezika. Kaj pa je pomen oziroma vloga prevajalca v tem postopku prevajanja, strokovnega, znanstvenega ali pa kakršnega koli? Večina ljudi misli, da prevajanje poteka tako, da pošljajo izvajalcu nek dokument in ta potem to da v nek prevajalnik in izbljuva ven en izdelek, ki je kakršenkoli je že. Ampak v bistvu v tem projektu, če nisi preveden, ne obstajaš, poudarjamo, kako večplastno je prevajanje in lektoriranje in jezik nasploh. In tukaj je zelo pomembno sodelovanje med prevajalcem in naročnikom, ne samo znanstvenih strokovnih naročnikov, ampak vseh nasploh. V tem projektu želimo poudariti, da je zelo pomembno, da se prevajalca dojema kot nekega svetovalca, ne samo da prevede, ampak da je to sodelovanje, da ni to samo neko 1 + 1 je 2 in pride ven rezultat. Skratka, tu je potrebnega veliko znanja in mislim, ne bom omenjala, da je pač jasno samoumevno, da moramo širiti slovensko znanost v jeziku in v svetu in obratno, ampak tudi to, kako je pomembna naša vloga, da je na koncu zadovoljen tako naročnik kot prevajalec. Super, krasno.
Trenutno živimo v svetu, katerega sporazumevalni jezik, lingua franca, je angleški. Se strinjamo? Ja, to je neimenovani jezik. A to je neimenovani jezik? A ja, jaz sem pa mislila, da je neimenovani jezik kak drug jezik, v katerem so recimo, da je kak drug jezik, katerega znanstveniki so prišli do nekega spoznanja, ne? In potem zato, da bi svetu lažje predali te njihove nove dosežke, potem to zadevo recimo prevedemo v angleški jezik za začetek. In potem morda iz angleškega jezika to lahko razširimo v vse druge jezike, zato ker koliko pa je ljudi, ki teh recimo Y neimenovani jezik pravzaprav govorijo in tako, in če ne bi recimo v trenutno lingvo franco tega dognanja prevedli, potem bi ostalo tako, kot si rekla, da bi bil dostop do tega znanja absolutno omejen. Ja, točno to, ampak ti si rekla, da je prevod v tuj jezik začetek. Nažalost je pa situacija taka, da znanstveniki ne pišejo več v svojem jeziku, ampak samo začnejo že pisati v angleščini in vse znanje, ki ga pridobijo o tej temi, je že v angleščini in na ta način se siromaši znanstveni jezik v slovenskem jeziku. Problem je, kje je ta začetek. Problem je v tem, da znanstveniki, zato ker je ta lingua franca tako uveljavljena, pozabljajo na to, da morajo pisati znanstvene in pa tudi poljudno znanstvene članke v svojem jeziku in na ta način širiti slovenski jezik in terminologijo na tem področju. To je problem v začetku poti. In zato podarjamo večjezičnost v znanosti. Absolutno, seveda, s tem se strinjam, zato ker zakaj bi recimo naravni govorci slovenskega jezika bili manj usposobljeni za dokopavanje samih sebe in nas ostalih do novih znanj. In prav je tako, seveda. Lepo je skrbeti za večjezičnost, bogati nas, znanje, kultura, tudi morda pri skrbi za delovanje možganov je dobro, če poznamo več različnih jezikov. Dokazano, prav. A bi mogoče kaj o tem? O večjezičnosti? Ja. Ja, mogoče bom imela svojega. Hotela sem reči to, da v bistvu ni tako zelo samo po sebi pomembno, da je angleščina lingua franca. Dejansko angleščina je res najbolj uporabljen jezik, ampak tukaj je zelo velika razlika, se mi zdi, med humanističnimi besedili oziroma med tem, da v bistvu humanistične raziskovalce silijo pisati v angleščini, kjer je ne bom zdaj rekla, da je jezik bolj sofisticiran, ne? Ker je to samo en približek tega, kar želim povedati, ampak v resnici se mi zdi, da, tako kot smo že rekli, v bistvu, če imamo samo en jezik, potem vsi izgubljamo. Ne? Mislim, jaz absolutno, torej angleščina tudi ni moj jezik, ne? Moj jezik je španščina. In nisem bila ne rojena ne v angleščino, ne v španščino, ampak španščino sem si izbrala, ampak čustvujem pa v slovenščini. Ne? Tako da se mi zdi to res zelo pomembno pač povedati, ne sem ta neka, mogoče malo bolj abstraktna skrb za razvoj svojega jezika, ampak preprosto za neka želja po izražanju v bistvu lastne identitete je po mojem mogoče samo v maternem jeziku. Ne? In ko v bistvu nekako pišemo v tujih jezikih, še zlasti zame recimo v angleščini, ki jo sploh ne čutim kot nek jezik, ki mi je blizu, se mi zdi, da zelo veliko zgubljam. Ne? Ali pa velika večina ljudi mogoče, ki niso tega jezika vzeli za svojega, ne? Recimo ti ga imaš zelo močnega, jaz ga pa absolutno nimam. Ne? Tako, no. To sem hotela samo dodati. Ja, lepo, hvala lepa. Ravno o tem sem razmišljam pravzaprav, ja, da pogostokrat se dogaja, da recimo tudi na kakšnih srečanjih, kjer govorcem ne angleščine ni recimo omogočen dober dostop preko tolmača v angleški jezik, kjer bi lahko pač izrazil vse tisto, kar ve, od čustvovanja do dognanj, do česarkoli že, na dosti lažji način se pač, ne vem, moja izkušnja je taka morda, da so pač ti govorci, kot da bi nekako ne želeli priznati, da angleščina ni njihov jezik, kar, hvala lepa, Barbara, da si to naredila,
raje potem nekako se kljub vsemu poskušajo sami, ne? Ampak tisto, kar dejansko pride od njih, je pa, ne vem, 10% samo tega, kar bi dejansko lahko povedali, če bi ob sebi imeli usposobljenega človeka, ki čaka na to, da se ga pokliče pa reče, dajte pridite nam pomagati, da povemo in se to skomunicira. Ne? Tudi situacije iz terena so recimo takšne, ne, da pač, ko je možno pomagati pri komunikaciji med recimo negovorci angleškega jezika v angleški jezik, poteka komunikacija o veliko temah, ne, veliko stvari se da povedati, ko pa morda, jaz sem sama že imela priložnost videti to, kako potem oni sami komunicirajo in res teh 10% je iz mojih lastnih izkušenj izhaja. Tako da je škoda, izgubljamo. Zato smo mi tukaj, da povabimo vse, ki bi morda želeli svoje čustva, svoje literarne dosežke, svoje umetniške vsebine, govorne recimo, ali pa glasovne, znanstvena dognanja, karkoli, predstaviti v istem obsegu, 100% ali pa 95% ali pa vsaj 90% poslušalcem in bralcem v tujih jezikih, vljudno vabljeni, da se obrnete na nas, mi bomo za to poskrbeli. Med naborom tem je ena zelo zanimiva, s katero se soočamo ne samo delavci v jezikovnih poklicih, pač pa mislim, da tudi na veliko drugih področjih je govora o umetni inteligenci. Omenjali smo že Google prevajalnik, stisneš na gumbek in poveš. Ena anekdota, samo čisto na kratko. Na enem tolmačenju pred parimi meseci, tak ad hoc je bilo, pa telekonferenca, jaz sem tolmačila v slovenski jezik in v jezik X, bili so pa še prisotni ljudje, ki slovenskega jezika niso razumeli. In potem sem jaz iz jezika X pretolmačim v slovenski jezik, se prebijem skozi kar precej zapletene strokovne in tehnične izraze in potem nasproti mene sodeč koordinator videoklica reče, zdaj boš pa še v angleščini povedala. Jaz tak, ja, da bom. Na kateri gumb pa naj stisnem? Po domače sem povedala, kateri gumb bi bil primeren za to, da potem, ko sem jaz tisto vsebino, ki sem jo skladiščila, v vsej njeni obličnosti predala v slovenski jezik, v trenutku pozabila, seveda, ker drugače ne bi šlo. Zdaj pa naj še pa po angleško povem. No, nekako je šlo sicer. Umetna inteligenca, katera se bo z njo spopadel za začetek? Prosim. Ja, umetna inteligenca je ena taka zelo fina zadeva, se je postala že bom rekla, povsod prisotna in je z nami 24 ur na dan, se je že v vseh napravah, se je že v hladilnikih, vse povsod, tako da to ni nekaj, kar bi vrgel stran, ne bi rekel, to je pa za nič, to pa nam škoduje, tega se pa ne grem. Ne, vsekakor ne. Je pa zdaj, če zdaj omenjamo to strojno prevajanje, to si že prej omenila, strojno prevajanje, ja, mogoče bi bilo bolje, če imeli ribico v ušesu, ne, in bi potem 100% vse prevedle in smo, ne. Ampak tega še nekaj časa ne bo, tako da zaenkrat obstajajo te pač prevajalniki takšni in drugačni in problem je v tem, da strojno prevajanje ne more biti zadovoljivo iz dveh razlogov. Namreč vsak pisni izdelek ali je avtorsko delo in avtorskega dela ne more prevesti stroj, ga lahko samo človek prevede. To je prva stvar, ne. Druga stvar pa je v tem, da računalnik oziroma umetna inteligenca ne prepoznava govornega položaja, ne. Se pravi, ne vidi mimike človeka, ne ve, kakšna je intonacija glasu, zaradi tega so tu potem strojni prevodi lahko popolnoma napačni, lahko za 100%, ne. In to potem ni to.
Tako da strojno prevajanje za prvo silo, ja, ampak to recimo za kakšne krajše stvari, ne pa že recimo zaplete si pri prevajanju receptov. Vem, jaz rada kuham, pa moja francoščina ni ravno najboljša in pač ja, kdaj pogoljufam, ne, pa da ne iščem, pač ne brskam besed po slovarju, vržem vse skupaj v Google Translate, no, ko si ga ravno omenila, in ja, in potem pride nekaj čudnega in ja, potem ne moram skuhati nič užitnega, ker pridejo, ne vem, razni piščančji otroci ven ali ne vem kaj, mislim, absolutno ne. Tako da žal, jaz mislim, da strojno prevajanje zaenkrat še ni na tej stopni, da bi lahko nadomestilo živega prevajalca, ne, da bi zdaj, ne vem, Shakespearea v angleščini vrgli v računalnik in čez 1 sekundo, ne, zdaj pa imamo, ne, prevod, ne, odličen, absolutno ne. Enako velja za tolmačenje, prav tako ne vem, če pri strojnem prevajanju, če je to kakšen lektorski pregled na koncu, ne, tudi to bi zelo potrebovali. Tako da nekaj časa, jaz mislim, da to še ne bo, bom rekla, nas še ne bo nadomestilo, ne, kaj bo pa čez 50 let, pa ne vemo, ne. Mogoče bomo pa res imeli nekoč ribice v ušesih in potem pa ne bomo potrebovali nikogar več, ne. Ampak to je to, zdaj bom pa predala mikrofon. Izvoli, Kristina. Hvala lepa. Ja, ker si ravno omenila torej strojni prevod in koliko je potreben tukaj lektorski pregled, naj opozorim na to, ja, da se dogaja, da ljudje dejansko, splošni uporabniki mislijo, da če v Google Translate prevedajo v slovenščino, da je potem potreben samo še prevod, lektoriranje, ne, torej lektorjev pregled. Na to bi opozorila, da to nikakor ni res, ne, kot je Andreja že omenila, torej strojno prevajanje ja, je lahko v veliko pomoč, lahko na marsikaj spomni, lahko prihrani kakšno minuto dela prevajalčevega, zagotovo pa je tu najprej potreben prevajalec, potem torej prevajalčevo oko, za njim pa ja, lahko tudi lektorjevo. Se strinjam seveda v celoti. Strojno podprto prevajanje nam pomaga, nam tudi štediti psihofizično energijo, pravzaprav se spopadati z večjimi, daljšimi besedili lažje. Aha, dodaj, seveda, z veseljem, prosim. Glede na to, da si omenila strojno podprto prevajanje, trenutno se razvija tudi strojno podprto tolmačenje. Zadeva je skrajno zanimiva, je, bom rekel, stara nekje leto in pol. Sploh kolega dr. Fantinuoli na Univerzi v Mainzu razvija en sistem za samodejno prepoznavanje govora. Gre predvsem za številke, ki jih sistem prepoznava in jih izpiše za tolmača na ekranu. Kar je sicer kolegicam verjetno poznano, širši javnosti pa ne, številke so ponovadi problematične za nas tolmače, zaradi tega, ker jih je treba interpretirati in tudi ustrezno prenesti v ciljni jezik. In če nam lahko strojna plat pomaga, da takšno številko prepozna, je kognitivni napor za naše možgane toliko manjši in nam to posledično olajša delo. V razvoju je tudi komponenta, ki bi prepoznala vnaprej naloženo terminologijo, se pravi, kakšne strokovne termine, ki bi jih kolegice in kolegi strokovni prevajalci že pripravili, mogoče tudi kakšna osebna lastna imena sodelujočih na konferencah, tako da tudi v tej smeri se na tolmačenju razvija. Se pa vsekakor priključujem Andreji, tudi pri tolmačenju, vsaj moje osebno mnenje je to, da dokler ne bomo imeli, bom rekel, umetne inteligence, ki lahko konkurira človeku po razumevanju in po zavedanju govorne situacije, tudi tolmačenje ni mogoče, da bi ga lahko zamenjal nek stroj. Če lahko samo še dodam, v bistvu se ne strinjam s tabo, Andreja, da bo umetna inteligenca nas nadomestila šele čez 50 let. Če se ozrem nazaj v zgodnja 2000, ko sem začela študij prevajalstva,
je študij in prevajanje potekalo na popolnoma drugačen način kot danes. Že 15 let nazaj smo na izpit prihajali s slovarji, brez računalnikov. Vsi smo imeli kovčke s sabo, ko smo šli na izpit. In to se tako hitro spreminja, da pač bomo primorani vdelati, inkorporirati to tehnologijo v svoj poklic. In kot se je preobrazilo prevajalstvo v teh malo letih, so to tehnologijo, ki nam je na voljo na internetu, mislim, da se bo tudi naši poklici do neke mere preobrazili, da bomo v bistvu delali skupaj s to tehnologijo. Mislim, to je že zdaj realnost, da je veliko tega tekst editinga, post editinga in to bo jo tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani pripravljajo nek študijski program, ki bo prav izobraževal za to. To je še neka hibridna oblika našega poklicnega delovanja in pač se bodo razvijale nove oblike, ki pa mislim, da vsaj v bližnji prihodnosti ne bodo mogli nadomestiti človeka, ampak bomo pa primorani in morali delovati skupaj s to tehnologijo, kar je lahko čisto koristno. Super, torej umetna inteligenca, vroča tema. Ja, se strinjam, transkreacija je tisto področje, podpodročje prevajanja, strojnega prevajanja, urejanja besedila, ki se vedno pogosteje uporablja in res je, kot je Kristina povedala, da tukaj ne gre za to, da bi lektorski poseg zadostoval končnemu oblikovanju besedila, daleč od tega. Strinjam se, seveda, umetna inteligenca nam pomaga. Izjemno zanimivo je bilo slišati, da tudi na področju tolmačenja se to dogaja. Osebno verjamem sicer iz praktičnih izkušenj 50 let, 30 let, 10 let, 5 let, 3 leta, ne vem, nadomestili nas ne bodo. Mi smo nenadomestljivi. Da nadaljujemo po programu in se počasi privesimo v zaključni del našega nastopa. Preden pozabimo, moramo še omeniti našo nagradno igro. Prosim, če bo kdo to vkomponiral v svoj odgovor. V tem trenutku pride k besedi spet Jernej, naš vrli predstavnik, ki nam bo povedal o tem, kako se na dogodkih, ki jih tolmači, odnos pravzaprav gre v obe smeri in se ne ustavi pri branju besedila v intimnem okolju bralca, temveč se nadaljuje s povratno informacijo in izmenjavo med vsaj dvema jezikoma, tudi kulturama. Bi lahko rekli, torej, da tolmači svojim delom krepite bralno pismenost, tako med Slovenci in tudi med tujimi sodelujočimi? Absolutno. Tukaj lahko samo pritrdim. Za primer lahko dam kar Frankfurtski knjižni sejem. Tam kolegice in kolegi zastopajo tudi Slovenijo, slovenske avtore in druge goste, ki so tam na sejmu prisotni in skrbijo za to, da se lahko ti brezskrbno izražajo v svojem maternem jeziku, z vso paleto čustvovanja, kot je to Barbara omenila, in poskrbijo za to, da lahko kar se da dobro predstavijo sebe, svoja stališča, svoje ideje in tolmači potem te zamisli, ideje prenesemo v tuj jezik za druge poslušalce. In kot si omenila, dvosmerno je. Lahko pride kakšno vprašanje, drugo mnenje tujih poslušalcev in na tak način se v bistvu tudi veča profil slovenskih avtorjev in tudi slovenske kulture, ne samo po Evropi, pač pa po celotnem svetu. In seveda oboje stransko. Krasno. Frankfurtski sejem bo prav gotovo ena izmed pomembnejših priložnosti v bližnji prihodnosti na tem področju. Prejšnjem tednu sem tudi imela priložnost prisluhniti predavanju profesora Michaela Bigginsa, prevajalca slovenskih del v angleški jezik in tudi on močno verjame, da gre za prvega neslovenskega prejemnika nagrade Primoža Trubarja za vseživljenjski prispevek k napredku in ohranjanju slovenske pisane kulturne dediščine. Med drugim je prevedel Alamuta in pa Nekropolo Borisa Pahorja. Ta njegov živ nastop predstavitve ljubezni do slovenske književnosti mi bo za večno ostal v spominu. On verjame, da so in si želi močno, seveda, mogoče tudi malo marketinško podprto,
promovirati še naprej, želi prevajati še nadaljnja dela Vladimirja Bartola, Florjana Lipuša, Brede Smolnikar. Verjame, da so to reprezentativna dela globalnega literarnega kanona. Mogoče, Barbara, če bi lahko ti kaj na to temo povedala, kako je s tem, plus pa potem še dodatno nasplošno, kako pravzaprav književni prevajalci dvigujete bralno pismenost. Ja, zdaj ves čas govorimo pravzaprav ne o jezikovni zmožnosti. Ne. Bralna pismenost je na nek način tudi sinonim za jezikovno zmožnost, se pravi gre dejansko za vse spretnosti, ne, ki jih izražamo z nekim jezikom. Ne. Se pravi branje, govorjenje, pisanje, kaj se še poslušanje se pozabila. Ne. Ja, in v bistvu zato je pač zelo pomembno se mi zdi izpostavljati to, da ne samo književni prevajalci, ki nekako po definiciji skrbimo za bralno pismenost, ampak sicer društva prevajalska pač dvigujemo bralno pismenost. Ne? Seveda prevajalci, kot že rečeno in ponovljeno spet, v resnici smo tukaj pač, ki nekako smo najbližje knjigam ali pa mogoče bolj frekventno pač se pojavljamo v knjigah. Slovenski prevod, ves čas moramo poudarjati to, da je slovenski prevod tudi del slovenske književnosti, da smo pač prevajalci tudi avtorji. Pač po podatkih Nuka Cezarja, ne, ki beleži razmerje med prevedenimi in izvirno pač ustvarjalnostjo, je včasih bilo tako, da so v bistvu prevodi prekašali po številu izdanih knjig, so prekašali v bistvu število knjig ali pa besedil, pač, ki so natisnjena, ki so nastala v slovenščini. Danes ni več tako. Veliko se je pač, knjižna produkcija se je res izredno povečala, ampak v bistvu prevod je še vedno, bi rekla, zelo močno prisoten. Seveda, slovenska literatura je majhna literatura, vse majhne literature se pač veliko prevajajo in v bistvu pač bi rekla, po številu izposoj v knjižnicah prevodi pač dosegajo, ne samo da, mislim, so zelo visoko na tem seznamu izposojenih besedil, niso pa več prvi. Ne. Hočem reči, nekako je bilo prej, so bili bolj izposojani mogoče. No. Na področju mladinske književnosti to še vedno ostaja. Se pravi, na področju mladinske književnosti je med izdanimi knjigami več prevodov kot izvirnih besedil. Ne. Tako da mislim, da si že te podatki govorijo o tem, da seveda ne, prevod res zelo močno določa pač naš književno ali pa našo književno krajino. To, kar smo prej poslušali, ne, da v bistvu prevod skrbi za nove, bi rekla, nove besedila, mislim, da moramo pač poudariti vedno znova in znova, da v resnici je prevod formiral slovensko književnost, da Primož Trubar je sicer bil ustvarjalec, ampak je v resnici bil kompilator, bil je prevajalec, da tudi na različnih drugih literarnih področjih je prevod v resnici nekako utiral pot, ne, tako na področju dramatike, recimo, kot na področju poezije. Tako da v bistvu dejansko prevod je res ne samo pač nekaj zraven, pa nek ornament, ne, ampak je dejansko najbolj, bi rekla, konstitutiven del slovenske literature. A ne? In to se mi zdi, da se danes še vidi, tako pač pri bralni pismenosti, pri kompleksnosti izražanja. Ne. Strinjam se z vsemi pač mojimi sogovorniki, ki so rekli, da v resnici da je govor tako kompleksen, da preprosto ga en stroj ne more nadomestiti, ne? Tudi z vsemi temi odtenki, ki sem jih omenila. Ne? Tako da mislim, da je prevod, se pravim, nasplošno prevod, tolmačenje in vsa ta jezikovna zmožnost prenašanja iz tujih in v tuje jezike izredno pomembna tudi za celotno pač bralno pismenost. Ne? Krasno, super, hvala lepa. Zdaj bomo pa se še posvetili temu, kako pravzaprav je dobro, da pripravimo besedilo, da je koherentno, celostno, kateri so tukaj sestavni deli. In potem še istočasno, sicer govorimo o bralni pismenosti, pa tudi danes smo imeli priložnost videti, kaj o koherentnosti govora in o boljših in še boljših govorcih. Tako da, prosim, Kristina, če lahko kaj o tem nam poveš, potem pa mogoče, če te prosimo, če lahko kar zaključiš, še dodaš, se pravi, našo nagradno igro in žrebanje, ki sledi, potem bomo pa našo zagreto, cenjeno občinstvo prepustili v zaključek dneva
brez nas. Prosim. Hvala lepa. Ja, da ustvarimo koherentno besedilo je zagotovo dobro izhodišče, torej sama jezikovna ozaveščenost, torej zavedanje o jeziku, v katerem govorimo, ali je naš materni ali je tuji jezik. Potem dobro je, da smo seznanjeni kot pisci in govorci, torej kot avtorji, kaj nam vsa, ne samo tehnologija, ampak tudi kateri so jezikovni viri v našem domačem jeziku ali pa v katerih drugih jezikih. Če sami nimamo dostopa do teh informacij, smo tukaj zagotovo jezikovni poklici, torej izvajalci teh poklicov in teh dejavnosti, torej vsak strokovni prevajalec oziroma profesionalni prevajalec, lektor, jezikovni svetovalec in tolmač, pa tudi konferenčni tolmač, zagotovo obvlada in pozna orodja in jezikovne vire. V slovenščini, jaz lahko povem samo za slovenščino, no, so to je veliko teh virov izdaja in ustvarja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Vse je pravzaprav dostopno na portalu Fran. Imamo v slovenščini kljub zapletom in kljub do zdaj ne tako veliko sredstvom, ki naj bi bila namenjena korpusom, vendarle imamo nekaj korpusov, torej podatkovnih baz, v katerih je kar nekaj besedil, vendar pa s temi korpusi treba znati delati. In tudi to je ena od veščin dobrega jezikovnega svetovalca, lektorja, pa tudi prevajalca, torej da zna poiskati in si pomagati s strokovnimi informacijami iz teh orodij in virov. Tako da to so vse lahko napotki za v bistvu besedila, ki so učinkovita, torej ki so komunikacijsko uspešna, ne, in pravzaprav razumljen si pa verjetno želi biti vsak izmed nas, vsak govorec in vsak pisec. Kako lahko pri vsem tem pomagamo jezikovni poklici, smo v okviru tega projekta, v katerem smo danes tudi tukaj, torej če nisi preveden, jezikovno urejen ali tolmačen, ne obstajaš ali še vedno ne obstajaš, tudi po enem letu ne, smo pripravili kviz oziroma nagradno igro, ja, ki izhaja iz kviza. Dosegljiv je na spletni strani Bela knjiga o prevajanju.si. In mislim, da je kar takoj na prvi strani nas usmeri na vprašanja, mislim, da je samo 12 vprašanj, so zelo zanimiva, s temi vprašanji lahko izveste marsikaj zanimivega in koristnega o prevajalcih, lektorjih, tolmačih, konferenčnih tolmačih in podnaslovnih prevajalcih. Tako da vabljeni k izpolnjevanju tega kviza, pa seveda, da pošljete tudi svoje podatke in naslednje žrebanje za nagrade je 30. junija, objavljeno bo pa na že omenjeni spletni strani Bela knjiga o prevajanju.si. Najlepša hvala, Kristina. Smo zaključili? Zaključimo. Torej, Bela knjiga o prevajanju.si, še enkrat, vabljeni, kviz, nagrade. Nagrade so od knjižnih nagrad, torej kakovostnih knjižnih prevodov, do brezplačnega prevoda povzetka diplomske naloge, pa tudi lektoriranja povzetka diplomske ali magistrske naloge oziroma krajšega strokovnega besedila. Potem ena od nagrad, ki jih je prispevalo lektorsko društvo, je jezikovni pogovor oziroma kava z lektorjem ali z lektorico. Natančno pa ne vemo, kdo ve, katere nagrade so zdaj 30. junija. To pa še ne vemo. Je pa vse napisano na spletni strani. Nagrade so privlačne in zelo zanimive. Tolmačenje, mislim, da je bil obisk tolmaške kabine, tako da to imamo, potem ogled prevajanja v živo, to Polona boš ti, si se javila že, v ene zelo posebne jezike, tako da tega ne smete zamuditi. Skratka, cel kup nekih zelo zanimivih nagrad, s katerimi se bomo lahko še bolj povezali z vsemi, ki jih pač zanima prevajanje in tolmačenje in lektoriranje.
vabljeni k sodelovanju torej v nagradni igri in najlepša vam hvala, ker ste zdržali z nami. Zaključujemo današnjo okroglo mizo. Iskrena hvala vsem sodelujočim za vaše izjemno zanimive prispevke. Bili so zelo poučni. Jaz želim, da bi ponavljali to, da se naučimo kaj novega, spoznamo, delimo znanja, dobre prakse. Kaj ne da. Torej upamo, drago občinstvo, da ste uživali v naši družbi, da smo vam uspeli nekoliko približati naše delo in da lahko zdaj lažje razumete, zakaj je pomembno, da povemo, kdo smo in koliko smo pravzaprav prisotni v vašem vsakdanu. Želimo vam prijetno popoldne še naprej, da ne bi bilo prevroče. Hvala lepa, lepo se imejte, nasvidenje.